Pozdravljeni. Vsi mi že nestrpno čakamo prvo letošnjo veliko nagrado, a skoraj nihče v medijih se ne ozre na neko podrobnost, ki nam lahko celotno dirko v Avstraliji dobesedno pokvari. Zakaj gre? Kot ponavadi v naslednjih minutah. Verjetno je vsakemu, tudi tistemu bolj občasnemu sledilcu Formule 1 jasno, da v sezoni 2026 bo poglavitno upravljanje z električno hibridnim delom. Namreč potrebno bo v pravem trenutku energijo porabiti in seveda v drugem trenutku bo tudi pravi energijo spraviti nazaj v baterije. Ne bo nekega golega pritiskanja na stopalko za plin, ampak bo vse podrejeno seveda porabi in pridobivanju. In tu marsikdo se ne bo strinjal, ampak tako je. Ne smemo pozabiti, da čez nekaj dni se bo začelo zares na veliki nagradi Avstralije, na progi v Albert Parku. In že so objavili tisto spremembo, ki bi morala sprožiti alarmne zvonce, ampak za čuda jih ni. Namreč na družbenih omrežjih smo lahko zasledili slike, kjer nam kažejo spremembe na progi. Nimamo več območij DRS, ampak imamo tako imenovane straight mode zones ali območja, kjer se bo uporabljalo tisto aerodinamično podobo z nizkim kotom profila. In nekateri bodo dejali, pa kaj. In tu verjetno se razpozna, kako nekateri navdušenci razmišljajo in kako globoko znajo razumeti problematiko Formule 1. Namreč, če bi malce bolj natančno pogledali, bi verjetno ugotovili, da nekaj ne bo šlo skozi tako, kot so nam vsi pravili. Preden se spustimo v podrobno razlago, se moram za nekaj opravičiti. Namreč v predhodnem prispevku sem dejal, da v enem krogu lahko po novih pravilih bolidi uporabljajo 9,5 megadžula energije. Ni res, samo 8,5. Naenkrat v enem kosu še zmeraj maksimalno 4. Gre za moj lapsus in vsakemu se lahko zgodi. A to sedaj ni še tako bistveno, kajti videli bomo, da 8 megadžulov in pol ostaja nek privid v puščavi. Marsikdo verjetno prog v svetovnem prvenstvu Formule 1 ne pozna. Za njega so dobesedno vse iste. Ampak proga v Albert Parku je, verjeli ali ne, tretja najhitrejša v koledarju. In nekdo bo dejal, juhej, dobro, šli bojo na polno. Nažalost, še zdaleč ne. Namreč, da bomo dobili nek občutek, zakaj gre. Spremljali smo zimska testiranja v Bahreinu. In v Bahreinu je bila v sezoni 2025, da imamo enako primerjavo, najvišja dosežena končna hitrost 326 km/h, približno zaokroženo, da dobimo občutek. Medtem ko v Avstraliji 336 oziroma 10 km/h več. In nekateri bi dejali, pa saj to ni tolikšna razlika. Pogledati
moramo drugi podatek, ki je bolj bistven. Če smo govorili o tem, da je bila najvišja hitrost v Shakirju lani 326 km/h, je bila povprečna hitrost skozi celoten krog 217. In tu nekateri bodo zopet skomignili z rameni. Ampak v Albert Parku je bila povprečna hitrost skozi celoten krog 253 km/h. Sedaj smo malce bolje razumeli razliko. Namreč za Monzo, Džedo je po hitrosti v celotnem krogu Albert Park. In sedaj morda se vam je začelo svetlikati, kje je težava. Če primerjamo tisti čas, ki ga bolid potrebuje za zaviranje na progi v Albert Parku, je ta po dosegljivih podatkih nekaj več kot 8 sekund. 8 sekund in 2 desetinki, 8 sekund in 3 desetinke. Medtem ko v Shakirju nekaj več kot 16 sekund, mislim, da 16,2 sekundi. In to nam pove, da v enem krogu v normalnih razmerah, po pravilih, ki veljajo v tem trenutku, lahko voznik pridobi v Shakirju približno 5,7 megadžula električne energije, v Avstraliji pa 2,9, morda 3. In sedaj govorili smo o tem, da v enem kosu lahko voznik porabi 4 megadžule električne energije. Sedaj, če pridobiva električno energijo samo z zaviranjem, pa jih zbere 2,9, morda 3. In že tu verjamem, da marsikoga je začelo skrbeti, kako bo to šlo skozi. Ampak pozabili smo na nekaj. Proga je raznolika. Ne smemo gledati na povprečje. Namreč povedal sem, da alarmni zvonec bi moral začeti zvoniti pravzaprav v trenutku, ko so nam pokazali razlike na progi med lani in letos. In zakaj to trdim? Če se ozremo na del proge med ovinkom Marina in Ascari, opravičujem se za tiste, ki si mislite, da ste Kimi Räikkönen med 6. in 11. ovinkom, če ne poznate imen. No, če se ozremo na ta del proge, na tisti na zgornjem delu na vsaki skici, bomo videli, da pravzaprav se gre na polno, in če naredimo neko grobo oceno, to je 40% kroga. In sedaj, če ne verjamete mojim napovedem, tu so praktično skice, ki nam kažejo hitrost na določenem delu proge v Albert Parku, in vidimo, da bo nekako težko to izpeljati na način, kot si ga mnogi navdušenci želijo. In seveda, mnogi navdušenci si želijo vožnje na polno, ampak dvomim, da bo to tu nekako uspelo. In verjetno marsikdo se bo spraševal, ampak zakaj tako? Predvsem zaradi tega, ker mnogi zopet navdušenci so hoteli v preteklosti več prehitevanj, več akcije, več dogajanja, na ponedeljskem kosilu niso zaspali, ali pa v tem primeru v zgodnjih jutranjih urah nedelje v marcu. Namreč leta 2021 so spremenili progo, po njihovem mnenju popravili. In kaj so spremenili, vidite na tej sliki. Namreč jasno je, da so brisali določene ovinke na zgornjem delu proge, tako da lahko vozniki gredo na polno, in sedaj
se to enostavno maščuje. Kaj bomo gledali? Po večino borbo s tem, kako bo kdo napolnil baterijo in kako bo z energijo varčeval. Verjetno je že kdo sit tega, da se sam znašam nad onimi, ki Formule 1 ne razumejo in želijo poenostavitev zadev, da bodo lahko kaj o tem rekli. Sedaj, če nekdo Formule 1 ne razume, ni problem v športu, ampak je problem pri njemu, ker zadev ni sposoben dojeti. Ampak danes v tej politično korektni družbi se mora prilagajati tisti, ki zadeve obvlada, ne oni, ki je toliko za onim, kar pomeni biti pravi navdušenec, da bi se malce lahko tudi izobrazil. A pustimo sedaj to. Prišli smo seveda do neke faze, ko v nekem zlaganem imenu poenostavitve so se ustvarile težave, katerim bomo težko kos. Namreč govoril sem o tem, da v Avstraliji bo lahko situacija kritična. Na progi v Jeddi, ki je še hitrejša in porabi bistveno manj časa za zaviranje, bo pa pravi masak. Še en podatek, da si bomo bolje predstavljali. Čas, ki ga bolid porabi za zaviranje v Avstraliji, je primerljiv s tistim, ki ga vidimo na primer v Barceloni. Govorimo o dobrih 8 sekundah. Ampak kakšne so karakteristike ene in kakšne so karakteristike druge proge? Se morda kdo spomni tistih mojih dolgočasnih uvodnih prispevkov, ko vam nekako skušam ubiti v glavo lastnosti proge? No ja, sedaj ste videli, da zna biti tudi to koristno. A videli bomo čez nekaj dni, kaj bo na stvari. Od tu, od doma, iz kavča, ne zgleda preveč dobro. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.